1,5 milijarde evrov po precej visoki obrestni meri 4,7%. Kako vi to komentirate? Gre za uspeh ali neuspeh vlade Alenke Bratušek? Prvič je narobe, da je to netransparentno zadolževanje, da se je praktično dogovorilo z enim od investitorjev za predrage obresti. Ker ne izvajamo reform v Republiki Sloveniji, nam očitno trdi zunaj ne zaupajo in sedaj smo se šli zelo hitro in potiho zadolžiti, kajti očitno je bojazni, da bo spomladi še težje pripraviti denar, ko bo tudi likvidnostno potrebno. A kaj pomeni zdaj ta zadolžitev? Do kdaj bomo imeli denar do konca prihodnjega leta? Kako vi gledate na to analitično vprašanje? Glede na izračune in podatke, ki so nam znani, kljub temu, da je velika neznanka sama sanacija bančnega sistema, ki je ključna pri tej zadevi, je vlada na zalogo praktično se zadolžila predrogo za to, da bo imela mir v naslednjem letu. In v tem delu večkrat očitamo vladi, da namesto, da bi pristopili k strukturnim reformam, zagonu gospodarstva in pridobitvi večjega zaupanja od zunaj in s tem tudi cenejšega denarja, rajši govori, da želi imeti socialno državo za vsako ceno in ta cena je zelo visoka. Omenili ste banke, kako gledate na to, da se je vlada šla zadolžiti še preden so dejansko znani sami stresni testi? Je to neka predpriprava na rezultate, ki bodo šli letos? Žal rezultatov ne poznamo in se resnično odlagajo, da pa ta hipoteza slutiti, da enostavno tisti, ki mogoče bodo več od nas v tem trenutku, niso najbolj optimisti, kakšni bodo rezultati, oziroma čutijo, da bodo relativno hitro rabili velika sredstva, zato so se odločili za to predrago zadolžitev. V največji opozicijski stranki menijo, da bi bilo ceneje in bolj modro, da bi se zadolžili prej ESM. Kaj pravite o vašem? Slovenija je v teh letih prešla iz 8 milijard zadolžitve v letu 2008 na 23 danes in po vsej verjetnosti konec naslednjega leta na 30 milijard evrov. Vsak procent dražji denar za takšno zadolžitev pomeni 300 milijonov evrov. Mi moramo vedeti, da dajemo za pokojninsko blagajno milijardo evrov. Se pravi, toliko bo kmalo tudi teh obresti. Zdaj, ključnega pomena za Slovenijo, da bo imela te dolgoročne vire relativno poceni. In ta cena, vsaj blizu 5% točk, je več kot enkrat predraga. In pri tem kreditu, ki je bil sedaj vzet, bomo v naslednjih 3 letih preplačali za 130-150 milijonov evrov. Naše stališče je prvo, iti k reformnemu programu različnih podsistemov v Republiki Sloveniji, sedimo se skupaj in naredimo to sami, naredimo vse, da bo na drugi strani boljše črpanje evropskega denarja, zagon za gospodarstvo, tudi če potrebno delo z javnimi investicijami in padec te cene denarja se bo zgodil kot posledica dobrih politik. Vekolikor pa bi se še naprej morali naslednjem letu zadolževati po obrestni meri, ki bo preko 4%, pa sem sam na stališču, da je boljše, da spremljamo katerega od teh mehanizmov, dobimo najbolj tudi seznam potrebnih reform, ki je potrebno narediti, vendar na dolgi rok moramo to narediti, ali nam to kdo predpiše ali pa. No, in ravno to je bilo moje naslednje vprašanje v zvezi s temi pogoji, ker predsednica vlade sama pravi, da svoje čase je bila tolika grožnja, danes je rešitev. Jaz mislim, da je tudi v evropskem prostoru pol leta pred evropskimi volitvami malce blažji odnos do držav članic in se nihče ne želi nove krizne države. Bojim pa se, da je ta defenzivna politika, ki jo imamo na reformnem programu, pogubna za Republiko Slovenijo. In v tem tudi vidim del razlogov za relativno blago poročilo v našem proračunu. Vsekakor pa mislim, da moramo to narediti, iti na pot reformnih programov v različnih podsistemih, od zdravstva, šolstva, lokalne samouprave, učinkovite države, brez tega, da nam kdorkoli to predpiše. To je naša dolžnost in vidimo, da smo v zadnjih letih očitno nekaj delali narobe, sicer ne bi bili v tako slabi situaciji. Če prejudiciramo na novo zadolžitev, kdo je po vašem mnenju? Ja, vse bo jasno v tem, ko bomo vedeli vseh sredstv, ki bo potrebno zagotoviti, zato da se bodo slabe terjatve prenesle v odprlo ostalo. Hvala lepa.